Samo en način je, da bi me mimoidoči gledali bolj, kot me gledajo v tem avtomobilu. Če bi si nadel te tangice. Hyundai je z Velosterjem oblikovno res zadev na polno. Tako atraktivnega in opaznega avtomobila ta trenutek na cestah praktično ni. Ta naslednik nekdanjega kupeja je namreč res privlačen in nabit, zaradi česar k njemu pogleduje neverjetno število ljudi. Če si ga boste kupili, se kar pripravite, da vas bo marsikdo pocukal za rokav in želel več informacij. A če vas mika, potem najprej dobro premislite, kaj si od avtomobila želite. V primeru, da je odgovor izjemno atraktivne oblike in obenem še dokaj uporaben avtomobil, potem je Veloster za vas. Če pa si želite športnika, potem iščite drugje. Veloster se sicer pelje dokaj čvrsto in morda celo športno, a je krmilni sistem hudičevo nekomunikativen in pri hitrejši vožnji sploh ne daje dovolj informacij. Zato se hitro tudi ne boste upali voziti. No, pravzaprav se tudi ne boste mogli hitro voziti, ker 1,6 litrski bencinski motor ponuja nekaj več kot 100 kW in ni prav nič športen. Pospeškov sicer ne boste merili s koledarjem, sunkov hrbet pa tudi ne pričakujte. Pa še glasen je in porabi vsaj 8 litrov na 100 km, kar spet ni zelo malo. Menjalnik pa, no, omogoča vse načine prestavljanja športno na roke in je dokaj dober, ni pa pohvalno hiter. Njegov prtljažnik je dokaj velik, čeprav ima nesramno visok nakladalni rob. Desna stran tega kvazi kupeja pa skriva še ena vrata. Torej je ta avto 4-vratnik in čeprav so ta vrata dokaj majhna, za odrasle je vstopanje malce nerodno, so pa vsaj na pravi strani. Ko boste otroke pripeljali do vrtca, bodo lepo izstopili na strani, kjer je pločnik. Na koncu seveda še cena. Takšen stane 26 tisoč evrov, kar sploh ni malo. Za ta denar dobite že Megana RS, če si seveda želite sploh športnika.